Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 60 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Minister Koritnik kljub negativnemu testu na alkohol in droge več kot očitno še ni prišel k sebi. Se vam zdi vaš posnetek primeren za položaj, ki ga zasedate? Torej, po vseh odzivih sem zaznal, da so ljudje prizadeti, zgroženi in seveda nisem tisti, ki bi rekel, da se ne uči iz svojih napak. Če bi lahko ponovil, tega posnetka ne bi objavil. Se pa meni poraja drugo vprašanje. Torej, kaj pričakujemo od politikov? Transparentnost. Jaz sem bil transparenten v tem, da to, kar počnem, lahko vedno... Slišali smo, od politikov pričakujemo visoke standarde, visoke etične standarde, tudi obnašanja, tudi vsi imamo zasebno življenje. Ampak zakaj vi, recimo, vi ste minister za javno upravo, zavedate se moči interneta, družbenih medijev. Kako vam je prišlo na misel, da to, s kakšnim sporočilom sploh? To je bila parodija. Jezus Marija. Minister Koritnik ima v eni stvari prav. Res gre za parodijo. Parodijo v tem, da je sploh lahko postal minister in bo več kot očitno minister tudi ostal. Mogoče celo še v naslednji vladi, ker hej, saj se uči na napakah, mar ne? V skladu z njegovim praznim izgovorom, da želi biti zgolj transparenten, pa mu transparentno sporočamo, gospod minister, vi res niste diht. Sedaj pa se lotimo 84. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Balkan Express, zakaj se slovenska politika pospešeno balkanizira. Kaj dela slovensko politiko vse bolj balkansko, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Boštjan Marko Turk in Darko Mršič. Boštjan, Darko, dobrodošla. Dober dan, dobro večer. Darko, če midva začneva. Zdaj, znano je, da pač ta politično-ljubezenski odnos med Viktorjem Orbanom in Janezom Janšo traja že kar nekaj časa, ampak v zadnjem času pa vse več videvamo Janeza Janšo v družbi Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, pa v družbi Milorada Dodika, predsednika srbske entitete v Bosni in Hercegovini. Odkot po tvoje zdaj ta novo odkrita politična ljubezen med Janšo in recimo Vučićem in Dodikom? Ja, zdaj, glede samega srečevanja Janše s navedenimi politiki, v tem primeru Vučićem in Dodikom, bi jaz spomnil, da so tudi pretekle vlade, celo 3-krat mislim, da smo imeli skupne seje vlade z Republiko Srbijo, kar je presedan, mislim, da v slovenski zgodovini, da z nobeno državo tega nismo imeli. Potem smo imeli pa v enem kratkem obdobju 3 take seje skupne vlade. Zdaj, mi moramo vedeti, da je definitivno Slovenija še vedno mora imeti nek interes na vzhodnem Balkanu oziroma zahodnem Balkanu, ali je to ekonomski, ali je to iz tega vidika, da mi na leto cirka 30.000 ljudi delovne sile uvezemo z republik bivše Jugoslavije, je pa vprašanje, kakšne so politične pozicije teh ljudi in ali imamo neke skupne interese tudi v nekih drugih dimenzijah z njimi. Jaz sicer dvomim, da ima premier Janša z recimo Dodikom ali z Vučićem kakšne neke skupne točke, je pa mogoče to vseeno neka širša zgodba, kot si že omenil Orbana, in mislim, da je mogoče tukaj tista referenčna točka, zakaj je tudi premier Janša se v zadnjem času srečeval s temi politiki. Zdaj, kar se same balkanizacije tiče in neke uvodne teme, bi jaz mogoče ves ta proces razdelil na 3 neke časovnice, mogoče tisti začetni, kar je paradoksalno, recimo debalkanizacija, paradoksalno takrat je trajala nekako v tistem fazi po osamosvojitvi, kjer so še vedno bili aktivni ljudje oziroma politiki, ki so bili aktivni tudi v bivši Jugoslaviji. Potem tisti del neke stagnacije po vstopu v Evropsko unijo, ker nismo imeli več neke referenčne točke, kam še dlje na zahod. In pa ta debalkanizacija, ki se je začela potem nekako najbolj začela po tisti ekonomski krizi in po nastanku teh nekih ad hoc strank, ki so začele prevzemati
oblast v Sloveniji serijsko. Tako da to je nek moj vidik te osnovne osnovnega procesa rebalkanizacije in balkanizacije slovenskega političnega prostora. Boštjan, kaj po tvoje slovenske politike vleče na jugovzhod? Nostalgija ali kaj drugega? Ja, jaz ne bi rekel, jaz bi bil tukaj bolj plastičen. Ne? In torej, del slovenske politike niti ne da vleče nostalgija bi rekel, na jug oziroma jugovzhod, ampak oni vlečejo ljudi v Slovenijo, ne? In mi imamo recimo mednarodni nekdanje Jugoslavije, ne? Ki so pač tudi v obliki neke vrste manjšin v Sloveniji, ne? Imamo, bi rekel, pretežno večino so Srbi tisti, ki so na ključnih pozicijah v slovenski državi, ne? Po nacionalnosti je to župan Ljubljane, je to župan Maribora, potem so tukaj sodišča, ne? In potem je še ogromno enih, bi rekel, tudi neformalnih povezav, kakršne smo videli ob nekem pikniku, ki smo ga tudi obširno v medijih komentirali. Ne? In to je seveda, v bistvu del Slovenije ni nikoli odšel iz Balkana, to je tragedija, ne? In izvaja v imenu Balkana oziroma v imenu teh, bi rekel, standardov, od katerih smo se upali, da smo se poslovili leta 90, izvaja pač nasilje nad večino. V tem smislu jaz sem volil Boruta Pahorja, in to dvakrat, in sem pa eno dejanje, ki me je blazno razočaral, kako se on lahko upravičenim torej izbrisanim opravičuje v imenu vseh Slovencev, konkretno v imenu mene, ki sem ga tudi volil. Ali sem jaz njega kdaj za to prosil, oziroma ali sem jaz za njega da sem ga kdaj ali kdaj za to pooblastil, oziroma ali ga je kdaj kdo za to pooblastil. Zakaj so izbrisani? Torej ta, bi rekel, pretežno, tu vidim jaz od Hrvatov, tako kot sva s kolegom ugotavljala, predhodno, Dragutin Mate je bil edini Hrvat, da se ga jaz spomnim, da je bil v politiki. Drugače pa... To je bil tudi izbrisan Boštjan, Tino Mamić, stalni komentator. No, vem, ampak on ni bil, jaz pa bi tudi dvomil, da je on bil iz teh razlogov, o katerih jaz govorim, so pač ljudje, ki niso nikoli, tako kot Kučan, sprejeli Slovenije kot svojo intimno opcijo. In zdaj ves ta cirkus okrog izbrisanih, ki ga zdaj doživljamo, ne služi drugemu kot, bi rekel, devalvaciji ali razvrednotenju slovenske države. Ja, ok, se strinjam, ampak veste, kaj me zanima? Zdaj, recimo, bral sem en komentar na tedniku Domovina, kjer pišejo, da če Putinu ne bo uspel z Ukrajino, bo pa uporabil Dodika v Bosni in Hercegovini. Zdaj, to se pustimo, koliko je to realno, da je Dodik nek nadomestilo za Rusijo, za Putina z Ukrajino, pač avtor ima tako mnenje, ampak zdaj me to zanima, kje so zdaj te navezave, ker po eni strani vidimo Janšo z Dodikom, zdaj pa tle beremo, da je Dodik pač Putinov agent v Bosni in Hercegovini, nekako mi ne gre to dvoje skupaj. Kako si videl to razlagati? Če lahko jaz si to enostavno razlagam. Dodik je formalni član predsedstva, po rotaciji občasno tudi, to se pravi predsednik predsedstva Bosne in Hercegovine. Dodik ima vso legitimnost državljanov oziroma prebivalcev Republike Srpske. Dodik je celo od vseh treh članov predsedstva, član predsedstva, ki je dobil največ glasov. Tako da mi v situaciji, kjer je Republika Srpska legitimizirana z Dejtonskim sporazumom, mi ne moremo postati in izolirati, da ne govorimo o zgodbi, kako je Dodik prišel na oblast in čigav projekt je bil Dodika. Dodik je bil projekt rušenja SDS-a, to se pravi Srpske demokratske stranke in inštaliranja neke nove liberalne strani, ki bo presekala s temi vojnimi strukturami iz Republike Srpske iz časa vojne. Tako da jaz mislim, da se z Dodikom vsekakor treba pogovarjati. On je legitimen in legalen predstavnik tako entitete kot v tistem segmentu na državnem nivoju države. Dvomim pa, da je Bosna in Hercegovina tako ali drugače, ona je prepredena z raznimi in obveščevalnimi in drugimi službami in tudi interesi, ampak ne verjamem, da v tem trenutku predstavlja Putinu karkoli več kot tisto neko
simbolično podaljšano roko in v tem klinu proti Srednji Evropi. Boštjan, kako ti vidiš zdaj te stvari? Je to zdaj nabiranje volilnih glasov, je to pač poskus približevanja, kot ti praviš, pač Slovencem ali pa državljanom Slovenije srpske nacionalnosti ali kaj drugega? Sem jaz najprej pravim to, da tlete si treba zastaviti eno zelo temeljno vprašanje. Kaj je to Republika Srpska? Ne? Republika Srpska je, bi rekel, v bistvu to je ogromni vojni plen Srbov z Daytonom, a ne? In Republika Srpska je v bistvu ne bi smela obstajati, ne? Zato ker je bila povezana z, tako kot je kolega tudi že omenil, ne? Z tolkimi zločini, ki so bili tudi vsi pač realno obsojeni, ne? In zdaj pa Republika Srpska seveda to razume, ker Srbi so bi rekel, narod, ki smo to videli pri Miloševiću, ne, ki je pač, če mu ne postaviš meje, gre naprej, ne. In zdaj Republika Srpska to razume, da bo pač bodisi izstopila iz Bosne, iz federacije, bodisi bo to federacijo prikvasila tako, da bo dokompenzirala še tisto, česar Dayton ni dal, ne. In zdaj jaz le razumem, da hodijo politiki dol, da to mirijo, da konec koncev mirijo apetite. Osebno pa mislim, da Putinu niti na kraj pameti ne pade zdaj odpreti nove fronte v Bosni iz dveh preprostih razlogov, zato ker za to logistično ni dovolj močan, pa ker bi dal pa seveda vsem alibi, a ne da gre pa res za novega Hitlerja, a ne, in pa tretji, pa mogoče še najbolj bistven razlog pa, da Putin nima kaj profitirati torej Srbija nikoli ni bila življenjski prostor, a ne, Rusov, a ne, in pač je bila nek zgodovinski zaveznik, imata Srbija in Rusija mnogo podobnosti. Recimo utemeljene sta zgodovinsko na odsotnosti demokracije, ne 400 let Romanovih, ne potem Leninova Rusija 70 let, ne Jelcinova, ne Putinova ni poznala demokracije. Srbija ni poznala demokracije ne pod Turki, ne pod komunizmom, ne pod Miloševićem in tudi, kot jaz sem zdaj obveščen, tudi pod Vučićem ne. Zdaj je bolj malo tega, ja. In potem, če smem še tukaj končati, so še tri temeljne, bi rekel, sestavine, a ne, povezave. To pa je, tako Srbija kot Rusija sta utemeljeni na avtokratstvu, vedno bili, se pravi Putin, Vučić in tako, druga pravoslavna avtokefalna cerkev in tretja nacionalizem z imperialno ekspanzivno tendenco. In teh povezav, tako identificirati neke države, je pa zelo težko zunaj Rusije in ta zadeva, ki se zdaj dogaja v Donbasu in v vzhodu Ukrajine, je izredna analogija, zelo podobna temu, kar se je dogajalo 30 let nazaj z Miloševićem in njegovim širjenjem na območje bivše Jugoslavije. Predlagam, da tukaj postavimo vejico, pa k njemu iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj se slovenska politika pospešeno balkanizira. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Boštjan Marko Turk in Darko Mršič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj se slovenska politika čedalje bolj balkanizira. Boštjan, Darko, predlagam, da si zdaj pogledamo en video, namreč državljani srbske narodnosti niso edini, pri katerih slovenski politiki lobirajo za volilno podporo. Poglejmo. On bi moral vedeti, da kot javna oseba mora premišljati, kako javno nastopa, da v javnem prostoru se ne more zgovarjati na zasebnost in da v javnem prostoru je vse, kar počne sam, vpliva tako na njegovo dobro ime, vpliva na njegovo politično stranko in konec koncev vpliva tudi na vlado kot celoto. Kljub nekaterim pozivom komunikolog Verčič ne verjame, da bo minister odstopil. V drugih časih in v drugih prostorih bi si seveda težko res minister privoščil kaj takšnega, ampak živimo danes in tukaj, tako da ne pričakujem nič. Ja, zdaj se upravičujem, to ni bil ta prav posnetek, ne vem, če imamo pripravljen ta prav posnetek. Evo, bomo zdaj videli ta prav posnetek.
Dragi Albanci, evropske volitve bodo pomembne 26. maja, pojdite na te volitve. Preferenčni glas 1, Tanja Fajon, Socialni demokrati, lista 11 in naredila bomo vse, da bodo še Kosovari odpravili vizume. Tanja, to zamenjamo. Evo, Darko Mršič, Tanja Fajon pravi, da bo naredila vse, da Kosovarjem ukinejo vize. Ja, mislim, da je po eni strani to neka logičen sled dogodkov, glede na njeno delo že in angažma z Albanijo in ukinjanjem viz z Albancem. Po drugi strani ta politična agitacija je seveda z njene strani tudi razumljiva, glede na število pripadnikov albanske nacionalnosti v Sloveniji, tako iz Albanije, Makedonije, Kosova in Črne gore. Po tretji strani pa je ta neka usmerjenost na Balkan in povezave, ki jih neka slovenska politika in mogoče tudi njena ozadja konstantno negujejo, zelo, ne vem, se zelo dobro kaže po tem, kako so v preteklih letih recimo javna podjetja močno financirala recimo inštitut Zijada Bečirovića, IFIMES, ki je potem na podlagi teh nekih političnih povezav masovne denarje vlekel za razne študije in tako naprej, ki so se potem večkrat tudi izkazali ali za plagijate ali za politično motivirane študije. Tako da me recimo te politične agitacije določenih nacionalnih skupnosti v Sloveniji, ki niso priznane manjšine, ne čudi. Je pa zanimivo, da gre tu predvsem v Sloveniji najpogosteje, kot je prej omenjal kolega Turk, predvsem za Srbe, Albance ali pa Bošnjake, ki so tudi svojo nekako politično konsolidacijo in homogenizacijo v Sloveniji dobili prek islamske skupnosti, tudi s to džamijo in tako naprej, tako da se točno ve, za koga bojo volili v Ljubljani, za koga bodo na nacionalnem nivoju in tako naprej. Imamo pa Hrvate recimo, ki so pa popolnoma nehomogeni glede nekega političnega angažmaja v Sloveniji. A je to problem pri hrvaški skupnosti v Sloveniji, Boštjan, tako kar prav Darko, da je nehomogena, da Hrvatov nihče ne nagovarja? Ker mislim, da ob prvem popisu leta 1991 so bili najštevilčnejši. Največ, ja. Ja, mislim, takrat v 90-ih letih so Hrvati v Sloveniji volili, jaz mislim, da pretežno krščanske demokrate in tudi zato mislim, da Hrvati v Sloveniji volijo bolj desno. Zdaj predvsem je pa to na nek način, imamo le s Hrvaško neskončno več skupnih točk kot Srbijo. Srbija je bila nekajkrat v zgodovini naš agresor, zadnjič leta 1991 in tudi vse te srbske se pravi tvorbe politične ali prva ali druga Jugoslavija z prestolnico v Beogradu so za Slovence pomenile pač nazadovanje in nekatere celo umik iz zgodovine, tako da vsaka politika bi morala graditi na dobrih odnosih s sosedi Srbiji. Upam, da ne bojo nikoli naši sosedi v tem smislu, da bi mejili s Srbijo, to pomeni, da bi padla Bosna, pa potem od Karlovca dola, Hrvaška, ali pa da bi zasedli Hrvaško. V glavnem, to bi bilo 30 let nazaj še zelo realno, da bi mejili na veliko Srbijo, zdaj pa to ni realno. Pač iz neke specifike tudi Srbije same, vsake 6 minut odide en mladi Srb iz Srbije, to zračunajte, koliko to je. Jaz nimam nič proti Srbom, ampak sem konec koncev zadnji Slovenec, ki je govoril z Dobrico Čosičem in mu je ta izročil neke vrste oporoko za slovenski narod, recimo temu tako. In sem jaz to vse takrat zelo pridno popisal in potem tudi objavil v Sloveniji izčrpno. Tako da jaz nimam nič proti njim, ampak je pa dejstvo, da pač moramo en drugega spoštovati in da Slovenci ne kandidirajo za župane v Beogradu, če Janković to namerava, ni Slovenec, v bistvu je Srb po izvoru. In Slovenci niso kandidati,
v Nišu nimamo slovenskega župana in tako naprej. Ne. Slovenska sodišča ne upravljajo, torej srbska sodišča ne upravljajo Slovenci. A ne, tu naj povem, ne, recimo, jaz sem pač ta krivična sodba, ki je mene in mojo družino stala 30.000 evrov v zvezi z Venom Tauferjem, a ne. Jaz edino, kar sem v tej sodnici, jaz sem jo ocenil kot nekompetentno sploh za to vrstno sojenje, ker ni imela elementarnega razgleda po stvareh literature in stvareh, bi rekel, zgodovine, naše polpretekle zgodovine, a ne. Edini podatek sem dobil na nekem zelo obiskanem portalu Nove24, kjer piše, da je to pač srbski sodniški lobi, to je pa Maja Kolman Stanković, pisano z malo začetnico, ne. In potem kaj naj si jaz mislim, a ne. Mislim, da je to pač, vsi vedo, kako sem jaz politično opredeljen, da je to pač kaznovanje zaradi politične opredeljenosti, idejne opredeljenosti, kar je pa zelo hud prekršek zoper slovensko ustavo. Ja, ampak sej ni Tanja Fajon ali pa niso Socialni demokrati edini, ki tekmujejo za podporo pač albanske manjšine pri nas ali pa pač državljanov albanske narodnosti, ne. Tudi Vinko Gorenak, kandidat SDS-a na zadnjih parlamentarnih volitvah za poslanca, ga je pa podprla albanska skupnost, ne. Tukaj prav piše, pač glas za Vinka Gorenaka pomeni glas za napredno Slovenijo, ne. SDS zate, ne. Kako si vidva zdaj to razlagata? Zdaj na koncu bo tako izgledalo, ne, sicer malo za hec, da vse druge se nagovarja, samo Slovencev se ne nagovarja več. A je možno, da je pač pri teh državljanih, ki so po poreklu iz bivše Jugoslavije, da je tu ta skupnost toliko močnejša, ta nek skupnostni občutek, da bolj volijo tisto, kar se dogovorijo, ali kako si vidva to razlagate, recimo to ekspanzijo zdaj teh nekih podpor, kampanj ravno za njihove glasove? Ja, jaz bi se tukaj strinjal, predvsem zaradi tega, ker, gledajte, mislim, Slovenija je kot narod in Slovenci kot narod so svojo neko nacionalno emancipacijo že doživeli zdavnaj. S formiranjem države, z vstopom v Evropsko unijo, Severnoatlantska zavezništva, dejansko mi težko več v Sloveniji nagovarjamo z nekim nacionalnim nabojem, čeprav so to pogosto poskušali, predvsem z leve, recimo odpiranjem teh nekih afer s Hrvaško. Po drugi strani pa zato recimo naša politična struktura bo v Sloveniji nagovarjala upokojence, bo nagovarjala vegane, bo nagovarjala LGBT populacijo, medtem ko pa nagovarjanje recimo naproti albanski skupnosti, če lahko tako rečem, ki je tudi, ne vem, kot sem že prej omenil, recimo iz 3 različnih držav prihaja albanska skupnost v Sloveniji, ima pa vse eno skupno neko jedro in neko homogenizacijo okoli svoje nacionalne zavesti, kar pa to v Sloveniji de facto ni potrebno. Verjetno bi neki italijanski politik, ki bi poskušal nabirati glasove v okolici Udina ali Trsta, nastopal proti Slovencem, tako kot nek politik nastopa. Pa zdaj, koliko je to iskren nastop in koliko je ta iskrena želja potem, da tej skupnosti pomagaš, je pa spet drugo vprašanje. Tako da je to popolnoma razumljivo, kar se mene tiče. Manjšine so zelo pomembne, recimo poglejte na Hrvaškem, kaj se zadnje dni dogaja, tako imenovani etnobiznismeni, manjšinci. Boštjan? Ja, jaz se strinjam, ne. Kaj naj rečem, torej, vedno so bile v svetu migracije in vedno so bile, ne, zdaj migracije takšne, drugačne, ne, ampak te migracije so bile, odkar živimo recimo v neki civilizaciji, zahodni civilizaciji, nekako logične, ne, pač treba je skrbeti, mislim, jaz nobenemu ne odrekam njegovih elementarnih pravic. Desna politika tukaj ima še nekaj za napraviti, recimo jaz lahko povem eno zgodbo, ki je, bi rekel, se sliši smešno, ampak je pa resnična. Jaz sem bil, kot veste, sem bil predsednik krščanskih demokratov za Ljubljano, a ne, in so bile volitve 96. In sem se spomnil, da sem gledal Alojzija Šuštarja na 88. leta, ko je
rekel, ko je bil povabljen na televizijo in je voščil Božič in je se ga spomnil, kada je bilo zdaj, je rekel Alojzij Šuštar, je rekel, voščim vesel Božič tudi muslimanom, kajti častimo istega Boga. No in odideva midva z Mihatom Jarcem, mojim sodelavcem, prosila za sestanek zdaj pa bom rekel, je bil to se pravi prvi človek islamske skupnosti v Sloveniji leta 96, a ne, in se najavim jaz, ne, pa pravim Turk, ne, pa on mene vpraša, koji Turk, da li Turčina, ne, sprav, dolazite oziroma prihajate iz Turčije. Sem rekel, ja, ne, ampak, ne, no in v glavnem potem sva tam z Jarcem sprejeta in jaz vam univerzalno idejo, ne, in pravim, zdaj mu rekel srbo-hrvaškim, to potem takoj prevedel, a ne, se pravi, sem mu rekel, čujte, to je kazal kar je povedal Načkov Šuštar, ne, je rekel, da častimo istega Boga, potem sem mu pa jaz rekel, kad mi slavimo istog Boga, pa daj glasamo za isto partijo. Prav, da muslimani v Sloveniji glasujte, prosim, za krščansko stranko, ker je to isti Bog, druge stranke pa ni. A ne? Pa je uspela ta krščanski demokrati smo na tistih volitvah doživeli najhujši, bi rekel, udarc, ne? Tako da ta moja ideja, imel sem v svojem življenju, imam mnogo idej, no ta je bila med najslabšimi, lahko da sploh ni bila slaba, ampak bila pa je najmanj uspešna, no? To pa dejstvo. Zdaj, pač, mi smo neločljivo povezani, ne, posebej z pač, državami, ki so nastale na področju bivše Jugoslavije. Tukaj to je neminovno dejstvo, ampak me zanima, kaj pa nasplošno vajino mnenje o standardih slovenske politike. A se tudi po standardih v politiki približujemo Balkanu? Videli smo prej, sicer po pomoti, ti si videl posnetek, ne, kjer je eden svetovno najbolj znanih strokovnjakov za marketing, dr. Dejan Verčič, je rekel, da pač minister bi moral odstopiti, ampak da v času in prostoru, v katerem živimo, pa ne bo odstopil. Je zdaj ta čas in prostor, je to tudi nek znak, da se v bistvu odmikamo od teh nekih evropskih standardov politike, ali ne? Glejte, jaz bi čist neka zelo lepa simbolika je, če pogledamo, kaj so neki znani ali pa priznani Slovenci, ki so delovali zadnje 100, 200, 300 let, kje so doštudirali, kje so delali diplome na Pragu in Dunaju. Danes pogledajmo, da nam odločevalci, taki in drugačni, marsikateri od njih ima diplome, take in drugačne, iz fakultet Sarajeva, Travnika, Banja Luke in tako naprej. Tako da mislim, da se te standardi, kam smo obrnjeni in kaj je nekoč pomenila univerza na Dunaju pa v Pragi, kaj pa danes pomenijo neke privatne fakultete na Balkanu, veliko pove, za koga vse so vrata odprta v teh časih, ko ad hoc stranke prihajajo na oblast, ko prevzemajo oblast one person stranke, kjer je vseeno, kdo je ostalih 30 poslancev, ki pa na koncu vendarle dvigajo roke in odločajo o naši usodi, sprejemajo zakone, in seveda tudi na drugih področjih, naj gre za sodstvo, za konec koncev tudi medije, je vse prepleteno in vse bolj so standardi znižani. Mislim pa, da je neka eskalacija tega je pa doživela s krizo med korona ukrepi, kjer smo videli, kakšne ridikulozne pojave so prevzele neke ljudske skupine na internetu, na ulicah, in ampak se bojim, da nažalost, da bo naslednji sklic Državnega zbora marsikaterega od teh ridikulov in te standarde z prihodom v Državni zbor te standarde še znižal. Si ti kaj bolj optimističen, Boštjan? Ne, mislim, jaz se strinjam, ta analiza od kolega Darkota je pač odlična, ker kaže na temeljni problem Zahoda. Temeljni problem je pa točno to, da se je zdaj v zadnjih to se dogaja že od bistvu revolucije 68, konkretno od 60 let 20. stoletja naprej, da se znižujejo standardi, da se zdaj se pa to preko teh woke ideologij in tako, je pa to prišlo v neko kritično fazo, ne? Da mi nimamo več, bi rekel, teh univerz, ki so bistvene,
A ne, se pravi, univerza, ki ima ugled, univerza, ki zagotavlja, da tisti, ki bo tam upisan, pa če bo potem diplomiral, a ne, da bo pač res smetana družbe. Ne. To vidim v Franciji, to grozljivo regresijo, ki se je zgodila v času, bi rekel, ene generacije. Ne. Oziroma, zdaj ne vem, kam se bo to obrnilo, ampak to je temeljni in v politiki vidim to, ko sem jaz kot mednarodni tajnik Mladih krščanskih demokratov hodil leta 90 pa 91 pred osamosvojitvijo okrog, a ne, pa to so bili ljudje, ki so imeli avtoriteto, recimo, ne, to so bili ljudje, ki so predstavljali stranke, ki so zrasle iz prostora, recimo krščansko demokracijo, nemško in tako, ne, tako kot je rekel Darko, ne, ampak zdaj pa to je vse skupaj, ne vem, lejte, vi primerjate Margaret Thatcher pa Borisa Johnsona, ne, mislim, ta imidž, ko go rekel Luka, ne, ko je Boris Johnson prišel k Macronu, pa vam ne zelo svoje mnenje, ne, je položil po kavbojsko noge na mizo, na kar mu je Macron rekel, da to pač ne gre v Elizejski palači noge na mizo polagati. Ne. Ja. Ampak, a veste, nujne so, družba ne more obstati, če nima avtoritete institucije. In če nima institucije, ki je avtoriteta, in ljudi, ki so v instituciji avtoriteta. In to je seveda problem politike, pa problem, jaz mislim, da če končam s tem, problem medijev, a ne, zato ker mediji niso več v lasti tistih, ki jih ustvarjajo, se pravi novinarjev. To je ena največjih napak, ki se je zgodila v zadnjih 40 letih. A ne, vsaj za Francijo to vem, a ne, pri nas pa tudi vemo, kako je. Ne. Ker potem, če je medij v lasti nekoga, ki ga ne ustvarja, je avtomatično neavtonomen. Ne. In seveda ljudje so to začutili, ne, in tudi, da se oblast odtujuje, in potem je ves ta, bi rekel, histeričen refleks anticepilstva in vseh teh norosti. Populizma vseh vrst, ja. Ja, ampak populizem je nekaj drugega. Zdaj govorimo o koroni, a ne. Ne, je to pač pluskon, je to korona in vse to, kar je bilo v zvezi s tem, je pokazalo, da med ljudmi obstaja globoko nezaupanje v tako imenovane sedaj vladajoče elite, začenši s politiko, končavši z mediji, ali pa če hočete, začenši z mediji, končavši s politiko. Darko, zdaj v bistvu, zakaj smo tudi v Sloveniji, se mi zdi, prišli do faze, no, ko ravno danes je uteknila novica, ne, da je Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila pač, da v primeru ministra Počivalška in nabave nekih teh respiratorjev, da je pač neetično ravnal, če poenostavim. Ne. In zdaj imamo tu klasično sliko slovensko, se pravi, en del družbe, pač tisti, ki podpira vlado, bran ministra Počivalška, drug del pač zahteva njegov odstop. Zdaj, če bi minister Počivalšek slučajno bil še v vladi Marjana Šarca, bi bilo isto, sam strani bi se zamenjale. Kdaj smo mi prišli v to pozicijo, v tak položaj, po tvoje, da v bistvu ne znamo zdaj ekscesov obsoditi, ne glede na to, kdo jih je naredil, ali nekdo, ki nam je politično blizu, ali nekdo, ki nam ni politično blizu? Ja, jaz mislim, da je recimo pomemben ta faktor na zadnje, ki ga je omenjal kolega Turk, struktura medijev. In to se je nekako začelo s tistim, kot pravim, ko se je začela ta ustvarjanje oziroma poskusi teh omrežij, ki so želeli nekako obdržati nek vpliv ali v slovenskem gospodarskem prostoru ali javnih podjetjih in tako naprej, s tem ustvarjanjem ad hoc strank, z normalno nujno podporo medijev, kar vidimo, kar se dogaja z anketami, ki ne merijo javnega mnenja, ampak očitno ustvarjajo javno mnenje. In mislim, da je takrat prišlo do totalne derogacije, nikakršnih norm se več ne upošteva, nobenih standardov. Stranke, mogoče recimo obstajajo še 3-4 stranke, ki so tiste etablirane stranke z nekim jedrom in tradicijo, ki mogoče še držijo do nekih norm in standardov, recimo zdaj, če gledamo izbiro kandidatov za poslance, vse ostalo, pa tudi one, in v tem ravno političnem prostoru, kjer je totalno razočaranje ljudi do te strankokracije, težko najdejo že kandidate, tako da tudi oni morajo te standarde zniževati, in to se je začelo, se pravim, s tem procesom od 4-5 volitev nazaj in tega prihoda v na tisti cilj Slovenija v Evropski uniji, v NATO, vse ostalo bo šlo gladko.
Vrnil bi se pa še nazaj, ker govorimo danes o balkanizaciji nekako slovenskega političnega prostora in družbe nasploh. Me veseli, da je kolega Turk omenil tudi Francijo v tem kontekstu padanja standardov in norm in pa Veliko Britanijo, ker to je res, ni nobena druga država imuna od tega in če lahko rečemo, vidimo tudi sosednja Avstrija je prišla do tega, da ima veliko teh primerov, ki bi jim lahko rekli, da se njihov politični prostor balkanizira od tistih posnetkov z jahte pa do plagijata diplome aktualne ministrice za pravosodje. Tako da nismo mi imuni, očitno cela Evropa in ta zahodni svet je v neki hudi dubiozi, kar se tiče teh standardov in vrednot. Ja, to je res. Boštjana, smo mi v resnici Balkan, pa se samo delamo, da nismo. Ne, jaz ne bi rekel, ne, Slovenija le ni Balkana, ne. Zdaj pa, če spet ko obrnete, ne, recimo, zdaj ne vem, Zagreb ima pač nek svoj drugačen status, ne. Težko rečem, da je Zagreb Balkan, ampak lahko pa rečem to, ne, da Zagreb je pač evropska metropola kulture in intelektualcev, ne. V Zagrebu, recimo jaz se veliko bolj intelektualno počutim doma v Zagrebu, govorim, ne, sicer se počutim v Parizu in to, ampak če govorim, do Zagreba je 130 km, to je do Maribora, ne. Hočem reči, tam je neskončno več ljudi, neskončno več kritične mase, intelektualcev, medijev, refleksije, razmišljanja in tega, ne, tako da ta Balkan, veste, mislim, je kdaj je tudi zelo relativen pojem, ne, Balkan je v tebi, ne, ali pa ni, ne. Ja, Balkan je danes mogoče bolj Dunaj kot Zagreb, če gledamo tako. Zakaj? Ja, in strukturo in s to splošno liberalizacijo nobenih vrednot, kot je prej že kolega omenjal, ta institucionalizirana status institucij, simbolika univerz in tako naprej, mislim, da je to veliko pomeni. In ne glede na to, lahko gremo mogoče bolj na vzhod, pa bomo najdeli bolj evropske in evropejske in neke oaze, ki bolj skrbijo za neko držanje standardov, kot pa, ne vem, mogoče danes neke evropska mesta na zahodu. Kaj pa recimo korupcija v politiki? Ne? Vemo, hrvaška politika je prepredena z njo, tudi avstrijska politika očitno, ne? Prejšnji kancler je mogel odstopiti zaradi ene take afere. Mi vseeno, se mi zdi, še malo zaostajamo ali že dohitevamo tukaj Avstrijo pa Hrvaško? Samo standardov nimamo postavljenih, zato ker je odstopil kancler Kurza, ne, se pri nas dnevno dogaja, ne. Mislim, to je, če bi imeli mi avstrijske organe pregona, policijo in tožilstvo in potem sodišča tako učinkovita, a ne, oziroma učinkovita na avstrijski ravni, potem bi seveda Mediana, vse bi bilo to sankcionirano. Pa sej to, kar je Kurz naredil, je pač naročil, da njega v anketah nekoliko poudarijo. Ne? Zdaj, ki je anketa Persifala prišla ven, smo videli, da so vse te ankete fake. In recimo, jaz sem ravno danes gledal, so predsedniške volitve v Franciji, analize zelo resnih intelektualcev, da ankete sploh niso več orodje merjenja mnenja, ampak ustvarjanja mnenja. In da pri večini anketa, ki zdaj pač Macrona forsirajo absolutno, čeprav Francija pod njim tone v eno hudo regresijo, pač sploh ne merijo stanja, ampak ga ustvarjajo. Ampak v določenem trenutku se pa to, bi rekel, se pa to ustvarjeno stanje potem pokrije z merjenim, in ti ustvariš neko pričakovanje, neko atmosfero in vplivaš na volitve. In to so avstrijska sodišča sankcionirala pri Kurcu. Jaz mislim, da absolutno prestrogo, ampak prosim, dajmo slovenske pravosodje, prosim, vzemimo si avstrijske standarde. Dajte procesirati te, da se napraviti. Jaz sem prepričan, da je ta Parsifalova anketa bistveno bližje resničnosti kot pa te ostale, ampak ne naročijo zunanji inštitut, inozemski ne naredi raziskavo javnega mnenja in na tej osnovi ne potem tožilstvo ukrepa, če se bo izkazalo, da je tle očitno šlo za prirejanje. Mogoče je to še veljalo do včeraj, ampak danes pravi Darko, da je Avstrija večji Balkan, kot pa smo mi ali pa Hrvaška, tako da previdno s temi avstrijskimi standardi. Ne, mislim, v nekih segmentih, trenutkih, recimo primerjal sem Dunaj pa Zagreb, mislim, danes mogoče je bolj evropejsko živeti v Zagrebu, kot v Dunaju. Jaz lahko Darkota podprem, ker sem bil, ne bom zdaj govoril kaj, bil sem
5 let nazaj sem bil povabljen v Ja. Bratislavo predavati, a ne, in sem šel tja čez Dunaj, ne, ampak Bratislava in Dunaj sem rekel, Ja. jaz v Dunaj ne stopim več. Ne stopim No. več, ker Dunaj želim ohraniti v spominu, kot sem ga imel, a ne, ker je to zdaj postal ne samo Balkan, to je postal srednji vzhod. A ne. Pa ne, nimam nič proti temu, ampak nimam nič proti ljudem, ampak imam pa proti temu, da vse leži na tleh in tako naprej, da ljudje posedajo po tleh, ležijo na tleh. Ne, to imam pa proti temu, ker to pa moti moj občutek, bi rekel Avstro-Ogrske in se pravi države, ki sem jo izredno spoštoval, a ne, in katere genetske korenine nosim. Jaz tudi nimam ničesar proti vam, ampak žal moramo končati, čas se nam je iztekel. Dr. Boštjan, Marko Turk, Darko Mršič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil Balkanski politik iz že 690. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali bomo končno legalizirali travo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.